Ja, v Turistični zvezi Slovenije se zavzemamo, da preko projektov spodbujamo mlade k razvoju turizma. No in tako imamo več projektov, no in to je eden tak več znanja, več turizma, kjer se povezujejo veliko srednjih šol v Sloveniji, pa tudi izven Slovenije. Na ta način mi podamo eno idejo in v okviru te ideje zasnujejo svoje stvaritve. Moram reči, da v zadnjih letih je vse več in več izjemnih projektov, dobro narejenih, predvsem pa nas veseli, da ti projekti, ki so napisani, narejeni, se sprovedajo in zaživijo v naravi. To je največja vrednost in takšna vrednost tudi danes tukaj doživljamo. To je nam praktično v spodbujanju tega povezovanja turističnih delavcev, turističnega razmišljanja z znanjem in šolo je nedvomno uspeh za tisti rek, ki ga imamo na Turistični zvezi, turizem smo ljudje. V kakšni konkurenci so pa recimo zmagali, dobili so zlato, to je najvišje priznanje, ne? Ja. Pa kaj mladi s tem sporočajo? Verjetno je neko sporočilo, da jim ni vseeno za okolje, v katerem živijo. Točno tako in recimo, ko prebiramo te naloge, zares doživimo tisto, kar si včasih mislimo, da ni več med mladimi. Tisto povezovanje, ljubezni do narave, do soljudi, ja, to tukaj prebiramo in zato je morda tudi na podlagi takšnih srečanj potrebno dati tisto noto povezovanja njim. Oni so tisti, ki nas morajo popeljati naprej, mi moramo samo znati prisluhniti in biti kot mentori. Če se malo še na projekt osredotočite, koliko je bilo prijavljenih oziroma med koliko produkti ste izbirali? Ja, poglejte, mi smo imeli skoraj več kot 100 šol prijavljenih, tudi mednarodnih, no in potem na podlagi teh smo izbirali srebrne, bronaste, zlate, no in med zlatimi, ki so v letošnjem letu jih je bilo nekaj več kot ponavadi, pa smo zares v letošnjem letu doživeli tiste, ki so primer dobrih praks, ki jih bomo upoštevali tudi za naprej. In na nek način poskušali, to je eden takšnih tukaj, poskušali podati kot primer, kako zasnovati samo nalogo, da potem zaživi v prostoru.